Dobro. Torej, naše vsakdanje življenje je preplet različnih aktivnosti. Vse aktivnosti, ki jih pa izvajamo, so pa v bistvu za naše življenje in tudi za naše zdravje zelo pomembne. Aktivnosti lahko razdelimo v ene 3 večje sklope, in sicer v dnevne aktivnosti, v delo izobraževanje in v prosti čas. Dnevne aktivnosti, kot vidite, jih delimo v osnovne in v širše dnevne aktivnosti. To področje pa predstavlja za večino ljudi eno najpomembnejših področij človekove okupacije. To področje je tudi najbolj intimno, zato imata samostojnost in človekovo dostojanstvo tako veliko vrednost v bistvu ravno pri izvajanju teh aktivnosti. In ravno na to intimnost dostikrat pozabimo, sploh v nekih institucijah, bolnišnicah. Pozabimo, koliko nam je v bistvu vredno, da mi sami v bistvu doma lahko opravimo to čisto v neki intimi, imamo čas za to, ne vem, in kopanje, oblačenje in različne v bistvu aktivnosti. In na žalost se prevečkrat zavemo pomena te intimnosti prav takrat, ko imamo tudi mi sami neke težave pri izvajanju teh aktivnosti. Recimo, ne vem, tudi med nami verjetno je bil kdo, ki je zbolel, pa je bil kar naenkrat odvisen od tuje pomoči in je bil v bolnici in se je takrat šele zavedal, koliko pomembna je ta intima. Osnovne dnevne aktivnosti so aktivnosti skrbi samega zase. Te aktivnosti moramo opravljati, če želimo vzdrževati in ohraniti naše zdravje. Širše dnevne aktivnosti pa se že tudi nanašajo na naloge v bistvu skrbi zase, vključujejo pa fizično in socialno okolje. Delo in izobraževanje je v bistvu, govorimo o formalni in neformalni obliki. V bistvu delo tudi ne zajema samo običajne zaposlitve v podjetju, čeprav se mi zdi, da ko slišimo delo, najprej razumemo delo, bom rekla, to običajno zaposlitev, ampak delo je tudi doma, v gospodinjstvu. Vse to v bistvu predstavlja ta sklop dela. Plačilo za delo je lahko ali ni. V bistvu govorimo o nekem plačilu za delo pri običajni zaposlitvi, ne vem, v nekih oblikah integriranih zaposlitev, lahko govorimo o kooperantskem delu, lahko govorimo pa, da delo ni plačano in govorimo o nekem prostovoljskem delu in tudi delu doma, oziroma tudi to naše delo, ko je, ne vem, skrb za gospodinjstvo, za okolico doma, je še vedno delo. In izobraževanje, v bistvu izobražujemo se skozi celo življenje. Že kot mali otroci se učimo in z učenjem nadaljujemo v šolah, kasneje pa tudi skozi razne tečaje, delavnice, ker v bistvu samo učenje daje tudi človeku vrednost. In še to recimo delo kot razmislek, da v bistvu vsi ne pojmujemo določenega dela kot, v bistvu določene aktivnosti kot delo. Recimo, na primer, sama aktivnost slikanje je za nekoga mučno delo, v bistvu mu ni prijetno, za nekatere pa tudi to sprostitev in mu likanje ne pomeni dela, ampak mu pomeni to prosti čas. Tule smo si, mislim, da že tudi mi različni, tudi če sami pri sebi razmislimo. Potem pa prosti čas. Prosti čas je zelo pomembna v bistvu sklop aktivnosti, na katerega prevečkrat pozabimo. Za aktivnost prostega časa je značilna notranja motivacija posameznika in svobodna izbira. Posameznik je takrat brezskrben, je sproščen, uživa. To je čas, ko se odmika vsakdanjih problemov. Priporočljivo pa je, da vsaj eno aktivnost izvaja v interakciji z drugimi in z zunanjim okoljem. Da niso vse aktivnosti res, ki jih počne sam s sabo, ker dostikrat tudi, ne vem, pri starejših,
pa rečejo, ja, pogledam malo televizijo, pa je to, kar vse, pa jih moramo v bistvu tudi mi spodbuditi, da počnejo še nekaj z drugimi, da se ne umaknejo, ker v bistvu ljudje smo socialna bitja. Hkrati pa, če pomislimo, je neko domače okolje ponuja tudi veliko več možnosti za ta pravi prosti čas kot neka institucija. Veliko več neke svobode, nekega prostora neomejenega, kar v neki instituciji, tudi ne vem, kar se namišlja v našem zavodu recimo, pa v podobnih zavodih, težko govorimo prav o tem pravem prostem času. Človek kot dinamični sistem, v bistvu tukaj bom malo povedala več o volji, o navadah, zmogljivostih za izvajanje in o okolju. Izhajala bom iz SMOFO modela, ki gleda v bistvu na človeka celostno. In če gremo najprej v bistvu na voljo. Volja nastopi zaradi spontane potrebe posameznika po aktivnosti. Že pri razmišljanju, kako bomo jutri živeli, se ljudje v mislih velikokrat postavimo v prihodnost. Pri načrtovanju, kaj bomo delali naslednje ure, dni, tedne, izbiramo izmed številnih možnih aktivnosti. In v bistvu se odločamo, kaj bomo, kaj ne, lahko se tudi v zadnjem hipu premislimo. Ravno zato, ker je volja dinamični proces, skozi katerega se človek preko nekih pričakovanj, izbire, preko izkušenj, ki jih ima med izvajanjem in interpretiranja, zbira neka mnenja in občutke o sebi kot o aktivnem udeležencu. V bistvu tudi spoznava sam sebe. Osebna moč. Že kot mali otroci spoznamo, da lahko sami izzovemo neke učinke v okolju, povežemo namen in posledice, ki bodo nastale v okolju. Tako osebna moč predstavlja sklop našega vedenja in občutkov o samem sebi, svojih sposobnosti za zmožnost opraviti neko dejanje. Vedenje o sposobnostih pa je zavedanje sedanjih in potencialnih sposobnosti. Izkušnje pa nas učijo, kaj lahko in česa ne zmoremo storiti. Lahko se tudi včasih presenetimo, ko nekaj mislimo, da ne bomo zmogli. Lahko pa tudi v bistvu skozi čas ugotovimo, da neke sposobnosti upadajo. Lahko upadajo, bom rekla, zaradi ne vem, starosti, zaradi neke bolezni, lahko pa ravno zato, ker ne vem, živimo v neki instituciji in določenih aktivnosti več ne izvajamo in tudi naše sposobnosti upadajo. Občutek učinkovitosti pa se nanaša na dojemanje naše kontrole nad lastnim vedenjem, torej to je naše mnenje in naša čustva in kontrola pri doseganju želenih rezultatov. Izkušnje nas ne učijo samo tega, kakšne so naše sposobnosti, ampak tudi to, kako učinkoviti smo pri uporabi svojih sposobnosti. Vrednote. Na izbiro neke okupacije, neke aktivnosti, ki jo bomo izvajali, vplivajo tudi naše vrednote, prepričanja in pripadnost. Vsak izmed nas ima neke svoje vrednote, skladne so ponavadi z okoljem, v katerem živi. In kadar jih ne upoštevamo, dobimo neke občutke krivde, sramu, neustreznosti, neko pomanjkanje. In tista področja, v katera vlagamo v veliko naše duševne in osebne energije, pa avtomatično pridobijo na vrednosti. Interesi. Neka okupacija, v bistvu neka določena okupacija je za nekoga v bistvu veselje, užitek, in za eno drugo osebo pa je lahko točno ta ista okupacija neka dolgočasna, morda celo strah vzbujajoča. Torej, zanimanje je res stvar posameznika, na kar vplivajo različne okoliščine in tudi tiste dejavnosti, ki jih posameznik še ni opravljal, lahko vključujejo neke interese in cilje za prihodnost. Tako da tle moramo biti zelo v bistvu individualni, tudi
pri oblikovanju v bistvu in osebnih načrtov in pogovorov z našimi stanovalci, da mu ne mi nekaj sugestiramo in bom rekla, silimo v nekaj, kar lahko on ima čisto ene druge interese, kakor smo si mi zamislili. Pač kar je nam pomembno, lahko nekomu drugemu ni. Navade. Struktura podsistema navad je sestavljena iz navad in ponotranjene življenjske vloge. Navade in vloge se v našem vsakdanjem življenju prepletajo in medsebojno oblikujejo rutine. In dobra organizacija v bistvu navad in vlog prispeva k boljšemu ravnovesju naše trdnosti in fleksibilnosti našega v bistvu vsakdanjega življenja, da v bistvu delamo tako avtomatsko in ne razmišljamo za vsako stvar. In navade. Človek ima v življenju vzorce vedenja, ki so del njegovega vsakdanjega oziroma njegovega življenja. Vsak med nami ima v bistvu neke navade, kako preživljamo dneve, kako preživljamo dneve, ko smo v službi in ko takrat, ko recimo je vikend oziroma ko smo prosti. In če pomislimo, večina nas vsako jutro ponavlja enak scenarij. Torej, ne vem, recimo vstanemo, se umijemo in gremo v službo. Ni pa nujno, da je ta scenarij enak za vse. Kot recimo razmislek, kako si v bistvu umivamo zobe. Čisto ena v bistvu osnovna dejavnost, ampak tle smo dostikrat v bistvu drugačni. Primer, ne vem, eni si prej splaknejo ščetko, pa dajo pol gor zobno pasto, drugi pa lih obratno, najprej zobno pasto, pa potem v bistvu splaknejo, v bistvu zmočijo ščetko. No. In tle je dostikrat to v bistvu pomembno prav pri nekem učenju naših v bistvu uporabnikov za neke aktivnosti, da jim pustimo v bistvu tako, kot so oni izvajali, lahko na drugačen način, ampak v bistvu cilj je enak. Navade razvijamo s ponavljanjem naučenih spretnosti. Če pa konkretno aktivnost ne izvajamo nek določen čas, pa lahko v bistvu navada izgine. Ko so navade utrjene, jih zelo težko spreminjamo, potrebno je veliko energije. In tukaj, če pomislimo recimo pri spremembi okolja, ko se neka oseba preseli recimo iz domačega okolja v zavod, se ji čisto spremeni in jutranja rutina, in obroki, nek počitek, ne vem, kdaj gre zvečer počivati. Pač je kar en šok, ker je človek nečesa navajen, potem pa pade čisto eno drugo situacijo in se mora prilagoditi na novo. In bolnišnično okolje in pač sama institucija pogosto res ne podpira pridobivanja in vzdrževanja navad posameznika, ki jih je imel v svojem domačem okolju, ker je v bistvu delo in dnevi so organizirani na podlagi nekih rutin, ki jih vpelje osebje. Porušene dnevne navade in rutine pa zelo slabijo tudi spretnosti in človeka delajo odvisnega. To je tudi sledi temu, da v bistvu v instituciji je veliko več nekih rutin, urnikov, recimo ne vem, kdaj se prestilja, pa mora biti do tiste ure poslano, oseba, posameznik bi, ne vem, to naredil popoldne, ampak ker je to nujno zjutraj in on, ne vem, takrat ne bi, potem naredi to recimo osebje namesto njega in dolgoročno potem ne bo nikoli on več sam poslal, ker on ve, hkrati se navadi, da bo to naredilo osebje, hkrati se pa tudi njegove spretnosti veliko v bistvu poslabšujejo. Vloge. Vsak od nas ima neke določene vloge, lahko se v bistvu skozi življenje se spreminjajo, dopolnjujejo, izmenjujejo. Recimo vloge osnovnošolca, starša, zaposlenega, gospodinje, vernika, več je teh vlog. Vloga posameznika je bistvena enota socialnih skupin. Ko posameznik postane član neke socialne skupine, mu je skozi to dodeljena vloga in s pomočjo interakcije z drugimi potem spozna, kaj se pričakuje od te vloge, kako se mora obnašati, izgledati.
In ta vloga vključuje nek sklop nalog ali izvedb, ki postanejo potem neka nova rutina. Recimo, če pomislimo, kaj vse prinese vloga, recimo starša. Naše vloge se čez dan izmenjujejo, glede na čas v dnevu, našo interakcijo, in naše vloge omogočajo, da se obnašamo rutinsko in samodejno. V bistvu ne razmišljamo sproti, kaj pomeni za nas, ne vem, vloga delavca, pač vemo, kakšno je naše delo in ga izvajamo, ne razmišljamo. In tudi, ne vem, ko pridemo domov, recimo, ne razmišljamo, kaj nas zdaj vse doma čaka, ampak v bistvu rutinsko vemo, kakšne so naše zadolžitve. Zmogljivost za izvajanje je pa sposobnost za opravljanje določene dejavnosti, ki so zagotovljene z objektivnimi fizičnimi in duševnimi komponentami in temu ustrezno subjektivno izkušnjo. Pri oblikovanju izvedbe igra veliko vlogo tudi subjektivna izkušnja in če pogledamo v bistvu neko aktivnost, ki jo nekdo izvaja, eno je v bistvu njegov subjektivni vidik, torej kako on vidi na izvajanje, drugo je pa objektivni vidik, torej kako vidi opazovalec. In tukaj se lahko tudi dostikrat krešejo mnenja oziroma vsak vidi s svoje strani. Pomembno je pa, kaj samo izvajanje pomeni za izvajalca. In se v bistvu približamo potem tudi opazovalci temu, ker če je, bom rekla, izvajalec zadovoljen z neko aktivnostjo na način, kako jo izvede, in če je to v bistvu izvedba varna, je potem to v redu, čeprav bi jo mi mogoče radi na drugačen način. In še nekaj o okolju. Sistemski pogled na človeka poudarja, kako pomembno je okolje za vsakdanje okupacijsko vedenje. Torej, okolje na eni strani omogoča, daje priložnosti za izvajanje okupacijskega vedenja, na drugi strani pa zahteva in pričakuje neko določeno vrsto vedenja. Torej, objekti in dogodki v okolju nudijo možnosti za izvedbo določenih akcij, hkrati pa ponujajo določeno mero svobode pri izbiri. In kadar okolje zahteva od nas neko določeno vedenje, dobivamo s tem različne nove izkušnje in dajemo različne odgovore. In tudi posameznik doživi zadovoljstvo pri neki aktivnosti, ko je na nek način izzvan, ko mu ni čisto enostavno, takrat smo v bistvu še bolj zadovoljni, imamo interes tudi za nadaljnje izvajanje. Okolje delimo na fizično in na družbeno okolje. Fizično okolje se deli na naravni in grajeni prostor in na predmete, ki ga sestavljajo. Torej, naravni prostor je vse, kar človek ni ustvaril, kar nas obkroža. Tukaj je recimo tudi sprememba letnih časov, vremena, vemo pač, da omogoča čisto nekaj drugega, ali je, ne vem, zunaj zima ali je zunaj poletje. Grajeni prostor je vse, kar je ustvaril človek. V bistvu neke stavbe, neki notranji prostori imajo ponavadi nek točno določen namen in potem vključuje to fizično okolje tudi predmete, ki so v bistvu znotraj prostorov in ki nam omogočajo izvajanje določenih aktivnosti. In še družbeno okolje. Družbeno okolje pa združuje neke določene skupine ljudi, družbene skupine, ki se jim posameznik pridružuje, ter oblike okupacije, ki jih posamezniki izvajajo. In to vse skupaj v bistvu predstavlja en kontekst, ki nudi priložnost za vedenje in zahteva neke določene načine izvedbe. Družbene skupine, za njih ponavadi velja neka stalnost in ponavadi se ohranjajo skozi čas. Vsaka kultura pa vsebuje nek širok obseg dejavnosti, ki jih vključujemo v svoje življenje in za katero veljajo neki dogovorjeni načini glede upravljanja le-teh. In pri okolju bi povedala en primer, ki mi je tako zelo ostal v bistvu še iz časa študija.
In sicer je oseba bila v bistvu v zaporu 30 let in potem po 30 letih je bil gospod odpuščen, v bistvu spuščen, no. In je prišel ven in v teh 30 letih se je svet tako zelo, zelo spremenil. In kar naenkrat se on ni znajdel. In je tudi v bistvu malo spraševal, kaj se sploh zunaj dogaja, zakaj toliko prometov, kaj so te neke rdeče, zelene luči, pač ni poznal semaforjev. In v bistvu na žalost je na koncu naredil samomor po 14 dneh in zapustil pismo, da v bistvu naredil samomor, ker se ni znašel, ni znal živeti zunaj zidov, ker se je svet dejansko toliko spremenil. In se mi zdi, da iz tega moramo tudi, ko govorimo o deinstitucionalizaciji, pomislim tudi, da so nekateri ljudje, ki živijo v zavodu veliko let in samo to, da grejo ven, ni včasih dovolj, ampak jih moramo res tudi pripraviti na zunanje življenje in poskrbeti za podporo, ki jo bodo imeli v skupnosti. To je to.